Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu info360.si. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja Peter Jančič in Edvard Kadič, oba toplo pozdravljena. Naša nocojšnja tema pa je Šutarjev zakon, kaj bo v resnici drugače. Peter, kako bi ti ocenil ravnanje vlade po tej tragediji v Novem mestu, ko je bilo izgubljeno nedolžno človeško življenje? Se ti zdi, da je vlada ravnala prav in bo uspelo urediti razmere s to eno karto, na katero se zdi, da stavijo na ta nek mega zakon, ki naj bi uredil stvari, ki do sedaj niso bile urejene? Ravnajo logično, na vsak način poskušajo odvrniti pozornost od svoje lastne krivde, da ne skrbijo za varnost zadnja leta. Smrt Aleša Šutarja je bila zgolj nadaljevanje neke serije dogodkov, ki so bili javnosti prikriti zaradi oblastnih odločitev, ker se tudi mediji temu sledijo, se javnosti ne obvešča o zaostrovanjih, hujših konfliktih. Nekaj mesecev nazaj smo bili priča brutalnemu pretepu več kot 70-letnega kmeta Antona Čemažarja, ker so zagrešili Strojenič. Takrat se je streljalo z avtomatskim orožjem, tudi na Dolenjskem, bilo je še več nasilja. Zdaj je to samo eskaliralo tako daleč, da je bil tudi človek mrtev po takem pretepu, in tu se pa več stvari ni dalo skriti. To, kar se je dogajalo še v Rojah, to so poročali z imeni pa priimki zgolj neki manjši mediji, recimo Domovina, Nova 24, tile, ki so kao ne naši. Medtem ko tukaj zdaj pa udarilo, ker pač šlo za uglednega človeka v Novem mestu, znanega, in so se pa oglasili ljudje, ki ga poznajo. In to, kar je policija prikrivala, recimo v preteklosti, imena in priimke in tistih, ki so bili žrtve, in tistih, ki so zagrešili kriminal, pa tudi njihovo, ne da so Romi ali pa da so Slovenci ali pa karkoli so, migranti, to je vse prišlo nenadoma ven, in je udarilo. In zdaj vlada se je pač odzvala na ta način, da skuša na vse načine odvrniti pozornost od sebe. Zato so predsednico republike na hitro poslali v parlament, da je obtožila, da je tam povedala, da smo vsi krivi, čeprav so bile hkrati zahtevane 3 izredne seje. Eno je zahtevala opozicija, eno je zahtevala Svoboda, eno je zahtevala predsednica. Opozicijska in Svoboda bosta en teden kasneje, in to so naredili celo s kršitvijo poslovnika. To se vidi, na kak način se sistematično trudijo. Drug tak poskus je, ob tem, da so pač sprožili kampanjo na spletnih omrežjih, kak v preteklosti noben ni odstopil, 2 ministrstva tudi odstopila. Drug tak poskus je ta vele zakon, kakršnim smo zdaj priča pred volitvami, cel kup, s katerim pravijo, da bojo rešili nenadoma vse probleme. V resnici pa največji del teh ukrepov pravzaprav ni popolnoma nič novega in že veljajo. Zdaj, če gledamo tole glede vojske. Vojsko je po tem členu 37, brez policijskih pristojnosti, kar bi moral dovoliti parlament, uporabljala prejšnja vlada Janeza Janše za nadzor meje, in najbolj je temu nasprotovala tedanja opozicija, ki je to pomoč ukinila takoj, ko je prišla na oblast. In posledica je bila, da je v državo nenadoma začelo prihajati dosti več migrantov, ker več ni bilo nadzora in se niso vračali. In zdaj, ko se je zgodil Šutar, so naenkrat pa rekli, zdaj bo pa spet uveljavljen ta inštrument, ki smo ga mi sami ukinili. Tako so ukinili, neke pravice za SP-je, in zdaj na koncu z nekim hitrim zakonom pred volitvami vračajo to, kar so sami zavozili. Ali pa druga stvar, ko gre za te preiskave glede orožja, avtomatskega pa tega v romskih naseljih. Zdaj pravijo, da bojo to s tem super najnovejšim zakonom na hitro uzakonili. To že zdaj lahko naredijo. To po sedanji zakonodaji policija lahko stori brez težav. Problem je v tem, da ni naredila. Zdaj pa vprašanje je, zakaj policija ni bila bolj aktivna. To pa sploh ni težko odgovoriti. Poglejte, sedanja vlada je prišla na oblast po nekih precej nasilnih, brutalnih protestih, ker je bilo precej žrtev tudi med novinarji, tu poškodovani so bili policisti, in tisti policisti, ki so se tam trudili, da bi naredili red, zagotovili varnost, so danes v kazenskih postopkih. Zato, ker so delali tisto, kar bi morali. In kaj se je še zgodilo ob tem? Vlada se je ukvarjala zgolj s tem, kako si podrediti policijo. Izvedli so več čistk na vrhu policije, premier si je svojo lastno varnostno službo naredil, ker navadni policiji ne zaupa. To so vse pač jasni signali, da tudi romski skupnosti konec koncev
da policija ne bo delovala, da ta oblast tolerira takšno ravnanje. Da so nad zakonom, ja. Zdaj, Edvard, na začetku se je zdelo razumljivo, ne, da je bil pač gnev precejšen, ne, bi rekel, ne samo omejen na lokalno okolje, ne, kjer se je zgodila ta tragična smrt ali pa kjer se največ teh dogodkov pač dogaja, ne, te primeri pač romskega kriminala, romskega nasilja nad večinsko populacijo, ampak tudi po celi Sloveniji. Ne. Zdaj, kako bi ti ocenil, ti si strokovnjak za komuniciranje, na eni strani, v kateri fazi smo zdaj, bi rekel, s to nekim kolektivnimi občutki, ne? In po drugi strani pač, kako je vlada s to neko, bi rekel, za njih značilno komunikacijo, ne? Predvsem predsednika vlade, ne? Se pravi pač, bomo mi to zdaj vse uredili, do zdaj nismo imeli pristojnosti, vsi drugi so krivi, kot pravi Peter in tako naprej, ne? Ni se dalo, zdaj pa bomo to mi čez noč uredili. Kako ti ocenjuješ ta dva vidika zdaj? Ne? Ja, jaz bi stopil mogoče pol koraka nazaj, pa se bom vrnil na to vprašanje. In sicer prva ugotovitev je zagotovo, da je v tej naši državi zelo lepo biti Rom. To po 14 dneh različnih informacij, ki so zdaj veliko bolj očitne in prihajajo v javnost, jaz mislim, da se velika večina prebivalstva v Sloveniji v bistvu sprašuje, kam smo mi zašli. Medtem ko jaz pač celo življenje delam, poskušam kaj privrčevati, kupim parcelo, si plačam priključek za vodo, za elektriko in tako naprej, pač pri Romih to očitno ne deluje na tak način in na koncu jaz še davek plačam za to, da 30 milijonov približno letno investiram v to romsko skupnost. Ne? In pod neko napačno, za moje prepričanje napačno idejo, da se bodo integrirali. Integriraš ti lahko, če si več vreden. Jaz se ne počutim čisto več vredenega od Roma. Gre za sobivanje. Ko pa pridemo mi na področje sobivanja, je pa temeljni postulat spoštovanja zakona. In ko gre država v to smer, da samo daje in nič nazaj ne zahteva, potem imamo to izrojeno matematiko, kot je danes v Sloveniji, kjer so ta permisivna, volk, prebojenska metodologija, kako reševati to vrstno problematiko, je pa zgrešena. Ljudje, ki po 30 let na različnih zavodih, CSD-jih, ministrstvih in tako naprej, gojijo svoje komplekse, katere bi razrešili za 2 okrog 6, 30 let težav bi razrešili na tak način, predlagajo neke rešitve, kjer na koncu pravzaprav večinsko prebivalstvo samo nekaj plačuje in razpravlja o nekih integracijah, nikogar ni treba integrirati. Če se nekdo ni integriral, če smo ravno na tem izrazu, 5000 let, ja, kako se bojo pa zdaj integrirali? Zakaj pa bi se integrirali? Se jim nisi treba nikomir integrirati. Gre pa za sposobnost omogočiti takšne razmere, da lahko ljudje sobivajo. In to je ključen element. Ne? In tisti trenutek, ko tožilci ali sodniki razsojajo, kako je 8 deklet, starih 13 let je ta trenutek nosečih v Sloveniji, ne? In da se za njih razsoja v tem smislu, da je to del kulture. Kakšne kulture? Kakšna kultura pa je to? To ni nobena kultura. Ne moramo mi govoriti o neki kulturi. Jaz enostavno ne pristajam na ta narativ o nekakšni kulturi. Zakon je jasen. Tisti trenutek, ko jaz to tudi sofinanciram neko takšno sobivanje, jaz zahtevam enake pravice in enake dolžnosti, kot jih imam tudi sam kot sestavni del te družbe. Je pa res, vsaj še 2 vidika, je ta problematika, v bistvu ta dogodek razkril. Ne? Prvič je, da je kriminal znotraj te romske skupnosti v bistvu nesorazmerno velik, močen, vplivan kakorkoli. In dajmo si naliti čistega vina. V nobeni državi na tem svetu se ne da trgovati z drogo, orožjem in tako naprej v takšnem obsegu, kot se trguje preko Slovenije, brez da to pozna tudi vrh države. In zdaj, zakaj je prišlo do tazga razbohotenja, kdo je komu kaj plačeval in tako naprej, je pa stvar sistema, kateri pa očitno se noče očistiti v Sloveniji, kjer je, kot smo že prej rekli, primarno, kako si ta sistem podrediti, ne pa kako ta sistem narediti učinkovit, zato da bo služil vsem prebivalcem in pač prebivalkam Slovenije, vključno z pripadniki romske skupnosti, katere se s tem narativom o neki vključevanju in tako naprej upravičeno lahko na neki točki počutijo tudi podrejene. Ne? In zadnje čase jaz poslušam ves čas ta argument, saj so nezaposljivi. Ne? Ja,
Mislim, zdaj, če imaš 6 razredov osnovne šole, za drugega nisi zaposlil kot verjetno za prenašanje kant po gradbiščih in tako naprej. In če je to dovolj dobro delo za Afganistance, Pakistance, Kolumbice, ne vem, kdo vse po naših gradbiščih dela, jaz ne vem, zakaj bi nekdo zdaj a priori ne želel Roma zaposliti. V splošnem pomanjkanju delovne sile ta trenutek v Sloveniji. Tako da jaz moram priznati, da sem tukaj bistveno bolj na nekakšni, ne bom rekel agresivni, ampak nekako bolj odločni strani in tukaj pa jaz mislim, da je vlada s temi svojimi posegi, s tem Šuterjevim zakonom razprla nek prostor, ki do zdaj pa v resnici v Sloveniji ni bil. To je pa, bom rekel, mogoče komunikacijsko nekoliko bolj, da pridem zdaj do odgovora, je pa to, da je ta prebojenski pinki permisivni pristop enostavno pase. Ne deluje. Zakon mora, to se pravi, veljati za vse enako. Če nekdo 10-krat ukradel nekaj v trgovini, meni treba razlagati, da gre to za kako že minorne prekrške, ne vem kaj. Mogoče je bil ta prvič minoren, ta drugič sta že 2 minorna, ta tretji so 3 minorni, kar pomeni, da skupaj govorimo zdaj že o pač takšnem ali drugačnem kriminalu. Kar pomeni, da so vzvodi te države popolnoma zatajili in je pravzaprav, seveda je zdaj ta dogodek s Šuterjem v bistvu posledica zelo slabe vzgoje, dajmo reči, ljudi, ki delajo po CSD-jih, po sodiščih, po policiji, da ni te državljanske zavesti, da nimajo v jedru samem, ne razumejo, kaj pomeni zaščita naroda in zaščita neke države kot takšne, pravnega sistema. In ti starš, ko meni začne razpravljati o tem, kako je, ne vem, nekaj slabega, če kdaj pa kdaj povzdigneš besedo na svoje otroke, verjetno bi si on zaslužil marsikaj veliko bolj brutalnega, kot pa to. Gre za to, da mora ta delovanje korenčka in palce nekako biti v sozvočju, sicer imamo to, kar imamo danes. Dnevno poslušamo in gledamo nekih pretepih o ne vem, tam vojska, policija, ne vem, kaj se gremo po tistih 2-3 vasicah. In to razumeti, da gre za neko posledico, je bistveno bolj pomembno vprašanje. To, da pa vlada zdaj poskuša PR-ovsko to zadevo upravičiti, je pa po svoje razumljivo. Ta vlada, če katera vlada v zgodovini Slovenije velja za absolutno nesposobno vlado, je prav ta vlada, je prav Golobova vlada. In kaj češ lepšega, kot se zdaj spromovirati kot neki strašni učinkoviti, ne vem, kako ne rečem, gasilci in kako bojo uredili družbo. V resnici je to bil zdaj predlog Šuterjevega zakona. Ta predlog gre v proceduro. In potem, ko bo šel skozi proceduro, gre še na ustavno sodišče, verjetno pol teh različnih predlogov, kar pomeni, da imamo mi pred sabo 3x0. Imamo pa ogromno PR-ovskega ropotanja o tem, kakšna učinkovitost te vlade in odstopljenih ministrov, ki bi že zdavnaj se mogli pobrati izpred obličja kamer, ne pa da še vedno hodijo pred kamere in razpravljajo o nekih strašnih ukrepih, ki jih bojo sprejeli. Tu bi se malo govoril, jaz bi bil vendarle previden, pa bi tudi, ko gre za vlado, ločene stvari, mislim, da ste malo skušajo javno diskusijo obrniti v nepomembne stvari od pomembnih. Pomembne stvari so to, da vlada, država, policija ni poskrbela za varnost. To vidimo v vseh teh primerih tega brutalnega nasilja, tudi v primeru Šuterja. Če bi se to zgodilo v Ameriki, kjer imamo umore, tam bi naslednji dan mediji poročali in to iz policijskih vrst, koga so prijeli z imeni pa priimki. Tokrat niti žrtve niso upali razkriti, še danes uradno niso sporočili, koga so prijeli, to je zgolj neuradne govorice, drugi, ki so sodelovali v paritepu, so vsi odšli. Potem se je v nadaljevanju se je v romskih naseljih in na tem je policija pa obvestila medije, streljalo z mitraljezi. In naša predsednica je šla se pogovarjati z poveljniki romske skupnosti, da bo nekaj časa primirja in da ne bodo uporabljali mitraljezov. Glejte, si vi predstavljate, namesto da bi policija šla pobrati avtomatsko orožje, ki ga absolutno ne bi smeli imeti z vidika varnosti države, ker tam oni nimajo svoje vojske, se naša predsednica, ki je vrhovni poveljnik vojske, pogovarja o primirju. Zdaj, zakaj to govorim? Da to preusmerjanje pozornosti. Pozornost sem zaradi tega, ko sem jaz kot novinar začel kariero, se spomnim teh nenavadnih zgodb takrat, pred 40 leti,
o problemih v romski skupnosti z tem, da so punce rojevale pri 13, 14, 15 letih in sodbah sodišč pred 40 leti, ki tega niso obsojali, kot danes ne obsojajo. Ne? Da ta problem ni nič novega. Ta problem je star in je posledica pač dejansko neke tudi drugačne tradicije. Zdaj ukrepi, ki pa jih je vlada predlagala nenadoma, ko je pa to opazila, problem, ki je star kot zemlja, so pa za mene neverjetni. Oni so predlagali, da bi mladoletnim puncam odvzeli dodatek, ki ga dobijo, otroški dodatek, pa to je noro. Če kdo potrebuje in so socialni problem, so to res one. Ne ti mafijci tam, ki služijo, ampak one. To so zdaj umakli in pravijo, da zdaj CSD je to malo bolj prevzel, kar mene tudi skrbi. Ampak kaj pa je ostalo v predlogu? Jaz sem to z Vlade bral in verjetno nisem mogel. Rekli so, da bojo zaplenili otroke. Paste, mi smo priča, ko so neke krave zaplenjali na tak način. Tu se pogovarjamo o resnih stvareh, to se pa ne da kar tako, da bojo zdaj pa otroka kar vzeli. In to v zakonu zato, da rešijo neke probleme, ki jih imamo 30 let. To pa meni je bilo presunljivo. No, to pa tudi romska skupnost bo reagirala nazaj. No. Zdaj, ni res, da so to vse zlorabe. Ne, vse zgodi, to smo videli tudi v teh sodnih odločitvah, da neko dekle 15-letno gre k 17-letnemu pa 14-letno 17-letnemu fantu sta zaljubljena in dobita otroka. Kaj zdaj bojo tega fanta zaprli? A to bo kaj pomagalo temu otroku, ki se bo rodil, pa temu dekletu? Nič ne bo pomagalo. Zato sodišče tega ne obsodijo. Ne? To se ne da rešiti z sodnimi odločitvami, pa tudi z tem, da tega otroka ukradajo zdaj. Ne? To se na ta način ne da reševati. Tu vlada dela neumnosti. Pač povejmo naravnost. Dobro, da gre to v parlament, jaz upam, da bojo to predebatirali. In to tudi ni problem, zaradi katerega se pogovarjamo. Gospod Aleš Šutar ni umrl zaradi teh deklic. Yeah. To so zdaj preusmerili diskusijo, da vlada ne bi bila odgovorna, da bi se pokazala kot neki rešitelj problemov, ki že 40 let nobeni rešenih, tudi oni zdaj s tem ne bodo rešili. Ker socialna služba ni sposobna potem skrbeti za te deklice in te otroke, ker se je to tudi že pokazalo. Vse so jih že dali varne hiše, pa so pol pobegle nazaj v romska naselja, ker ne morejo v tem svetu živeti. Tako da tu bi jaz bil previden. Dajmo se ukvarjati z resnimi problemi države, ki jih imamo, in ne z temi fintami, kamor nas skušajo preusmeriti. No? Vse to je bila moja dilema, Edvard, po tvojem mnenju. A obstaja ta nevarnost? Ne? Ker mi smo res, zgodba se je začela zdaj, ko je pač na tragičen način eksplodirala. Je res, osnovno vprašanje je pač organiziran kriminal in organizirano nasilje strani pripadnikov romske skupnosti, da ne bomo obtoženi posploševanja proti pač večinski populaciji. Ker ni zaščite, pazite. Kar naenkrat pač smo še spet preusmerili v enem delu, pač nimajo vode pa elektrike, to, kar si ti govoril, v enem delu pač neke zdaj socialnih pravic, pa pač odzemanja socialnih pravic, pa uveljavljanja socialnih pravic, pa tako naprej. A je nevarnost, da se mi oddaljimo od tega, ker vidimo, da ta del, s katerim se je začelo, nasilje se nadaljuje. Ne? Streljanje se nadaljuje, čeprav je bilo obljubljeno, da se ne bo. Ne? Tudi pretepi se nadaljujejo, tudi danes je končal en srednješolc v bolnici zaradi tega tovrstnega nasilja. Ne? Skratka, niti to se ni končalo, bi rekel, to najbolj neposredno nasilje, mi pa spet neke širše družbene probleme, kulturne razlike poskušamo reševati. Ja, jaz mislim, da je to zaradi tega, ker ni dovolj, ne vem, kako ne rečem, moči ali pa hrbtenic pri odločevalcih, zaradi tega, da izpeljajo pač tiste postopke, ki jih je potrebno speljati. Ena od osnovnih strategij, kako zavajati ali javnost ali pa recimo policijo, je to, da narediš iz enega 5 osumljencev. In da se začneš vrteti v nekem začaranem krogu. Slišali smo, ne vem, nekje v medijih sem prebral, da iščejo po svoji skupnosti, ne vem, nekoga, ki bi se javil kot tisti, ki je udaril, in tako naprej, in tako naprej. In tukaj je zelo podobno. Razširiš problematiko na neke stvari, katere so pravzaprav, bom rekel, res zanimive. Od tega, kako lahko, ne vem, policija zdaj to razglasi za varnostno tvegano območje. Tukaj je moje prvo vprašanje, ali je bil Trg revolucije varnostno tvegano območje, ko so kolesarji se vozili gore dole in protestirali in ne vem, kaj so počeli. Če je bilo to varnostno tvegano območje, pomeni, da se lahko ti mirno slikaš, mirno spremljaš to dogajanje, si beležiš, kdo je tam in tako naprej, izvajaš vse tisto, kar je izven tega varnostno tveganega območja prepovedano. Je to. In ta razpršenost
Ta trenutek nakazuje samo to, da vlada v svoji PR strategiji v bistvu išče neko polje, kjer bo največja odzivnost. Ne? In skozi katero se bo dalo pelati potem določene aktivnosti, čist PR-ovsko ali pa ne vem, kako ne rečem, marketinško, do volitev. Ker mi se moramo tukaj v osnovi vprašati eno preprosto vprašanje. Ali bi se to vse, kar se je zgodilo po tem tragičnem dogodku v Novem mestu, zgodilo, če ne bi bile volitve čez 5 mesecev? Ne? Jaz mislim, da se ne bi. Če bi bilo na začetku mandata. Tako, ne? Če bi bilo na začetku mandata, bi pač pospravili nek pod preprogo, Poklukar bi spet hodil malo gore dole in se malo posmehoval, kako to ni nič resnega, tako kot se je že dogajalo pri teh dogodkih, pri podobnih dogodkih v tem mandatu. Ne? In je to, kar pomeni, če ne bi prišlo do takšne eskalacije, če ne bi bili tako blizu volitev, pomeni, da gre za PR strategijo, kako priti do volitev. En del je seveda vedno damage management, ne, kako nekako pokriti škodo, ki je zdaj izbruhnila ven s to, kar sem prej omenil, pregovorno nesposobnostjo Golobove vlade. Ne. In zdaj, če ne bojo odigrali nekako na te karte, bojo šli v zgodovino, itak bojo šli v zgodovino kot verjetno najbolj nesposobna vlada sploh, ampak vsaj PR-ovsko poskušajo nekaj ven zvleči, da bojo vsaj nekaj odstotkov ohranili do volitev. Tako da jaz mislim, da je ključno vprašanje, ki si ga mora vsak postaviti. Ali bi bil tak rom-pom-pom, če ne bi bile volitve pred vrati? Zdaj, Peter, zgleda, ne, da tudi premier sam, če sodimo po odstopih ministrov, ne, ki jih je sprejel, je nezadovoljen z delom pač policije, ne, kar pa še pod notranjega ministra, ne, in z delom pač pravosodja, ne, kar pa še pod pravosodno ministrico. Očitno je zadovoljen z področjem sociale, ne, kar pokriva pač podpredsednik vlade minister Luka Mesec, ampak vidimo zdaj s tem mega zakonom, pa ravno tu največ nekih sprememb se obeta. Ne. Mogoče niso tako korenite, ampak če gledamo recimo številčno, to je nek paradoks, ne? Se pravi, zdaj bomo urejali področje, s katerim je, saj če gledamo tako pro forma, predsednik vlade očitno zadovoljen bolj kot pa področje, kjer je terjal glave pristojnih ministrov. Ne? To je spet ta ista zgodba, kako bi rekel, odvračanja pozornosti od lastne krivde, ne, in preusmerjanja, ne. Dva pogrešljiva ministra sta hitro odstopila in sta pač morala iti, ker smo itak pred volitvami tukaj strašno niti ne prizadene. Par mesecev gor in dol. Zdaj nov minister, ki bo prišel, pa ministrica v tem času bo komaj spoznal osebe, ne bo mogel kaj dosti narediti. Res pomembni pa niso smeli iti. Luka Mesec je predsednik koalicijske stranke, to si pa ni mogel privoščiti. In tudi predsednik vlade, ne, nikako ni mogel odstopiti, ker to pomeni predčasne volitve. Ne, in to pa ne, ker pač očitno noče iti predčasne volitve, bo vleko, glede na to, da bo to verjetno škodilo vladnim strankam in levici do konca. Ne. In to je razlog, zakaj je izpeljano na ta način. Je pa svoje neverjetno, ne, ker je recimo gospa Katičeva ravno izpeljala neke velike reforme pravosodja, pa vse te ureditve, ne, in so se s tem zelo hvalili, ne. Trenutek zatem pa taka katastrofa za romsko skupnost in zdaj spet to, kot praviš, velike spremembe točno na tem področju, ne. Povrh vsega, ne, če bi bil premier res nezadovoljen z obema ministroma, bi takoj predlagal, takoj sporočil parlamentu, kdo bo prevzel njuno vlogo. Ne. To se je v preteklosti že zgodilo, ko se je hotel koga res znebiti. V tem primeru se mu nič ne mudi, no, zdaj pa zbira nove in ko bojo novi izvoljeni, takrat bojo primo predaje poslov. Ja. Zdaj, Edvard, kako ti ocenjuješ, koliko je tu zdaj, ker nam bi rekel takim običajnim državljanom, ne, ki pač imamo neko spoštovanje tudi do policije in tako naprej do države, se to zdi na nek način fascinantno. Ne? Tle so res huda kazniva dejanja ponavljajoče se v igri, ne? In nekako vse dobivamo, ja, se trudimo, ni nas dosti, nimamo dovolj pooblastil, ne vem kaj, gor dol, ne? Za preiskave hišne rabimo en teden, da dobimo sodno odredbo, pa gremo pa najdemo tam neko pirotehniko, ne pa pač tistega avtomatskega orožja, o čemer si ti prej govoril, Peter, ne, s katerim se je streljalo in tako naprej. A se moramo sprijazniti zdaj mi s tem, da pač slovenska policija ni sposobna tega obvladati, ali da se Romi po eni strani ne bojijo te policije in da po drugi strani se zdaj upravičeno ali ne, tudi policija na nek način boji Romov? Jaz mislim, da se policija upravičeno boji Romov preprosto zato, ker je več kot očitno se pretakajo resni denari, ki uspejo utišati oziroma usmeriti dejavnosti posameznih uradnikov
verjetno tudi v policijskih vrstah, ne, da se določene aktivnosti speljejo bolj blago, vnaprej napovedano, da se določene stvari zavrže in potem, ko pridemo na nivo, dajmo reči, tistega prve bojne linije, to se pravi policista nekje na cesti, si misli, zakaj bom pa jaz zdaj svoje življenje ali pa svojo prihodnost tvegal za to, da bom na koncu končal v nekih preiskavah, v nekih internih procesih in tako naprej. Ne. Ampak to je sistemski problem in to tisti trenutek, ko nek oblastnik, ne, v tem primeru govorim zdaj o Robertu Golobu, si podredi policijo, nujno dobi v bistvu represivni aparat, ki mu služi. In zdaj, če se ta represivni aparat, dajmo reči, ne upleta v določene skupine, pomeni, da ostaja v ozadju interes. Najbolj preprosta mafijska maksima je, to se pravi stališča države, je sledi denarju. Saj ni težko ugotoviti, kdo je na kakšni plačilni listi in tako naprej. In še hujše, ne, da tako kot sem že prej omenil, po celem svetu ne moreš ti kar tako trgovati, kar pomeni, da tudi naša policija in tudi naše tajne službe, obveščevalne službe in tako naprej imajo podatke, kdo je komu, s kom, kaj kdo počne in tako naprej, saj morajo biti del sistema, ker je to njihovo delo. Kar pomeni, da pridemo do veliko bolj strašljivih ugotovitev, da obstaja nekje interes, da obstaja nek strah, da se ne opravlja svoje dolžnosti do državljanov, ki pa to plačujejo. In žal, jaz ne vidim prave možnosti, da bi prišlo do nekega resnega očiščenja, sistemskega očiščenja v Sloveniji, preprosto zato, ker smo premajhni in če zarežeš v bistvu nekam, tvegaš, da boš slejko prej prišel do sebe, ne, ker smo tako majhno okolje. Druga stvar pa je, ne, da iz tega naslova ven pravzaprav prebivalcem ostaja relativno majhen manevrski prostor. Ne. Zdaj, če se ti bojiš po svoji ulici hoditi normalno, slejko prej si nabaviš puško, orožje, pištolo, nekaj. Ne, ker ne gre za to, da bi se jaz toliko bal kot ne, ampak te pa kar naenkrat strah rata za svojo družino, za svoje bližnje in tako naprej. Ne. In zdaj, če država ne uspe tega zagotoviti, če premier sam v kamero pove, da država ne deluje, kaj pa naj potem državljanom drugega ostane? Jaz plačujem za to, da imajo ljudje plačo, ki pa niso sposobni opraviti svojega dela. V čem je potem tukaj trika? Ne? Torej, eno je, na enem nivoju je zagotovo to seveda zdaj dober dogodek kljub tragediji sami po sebi. Ne. Je za vladne stranke to dober dogodek za čim močnej ta PR-ovski vidik izpeljati. To se pravi, to sliko, navidezno sliko učinkovitosti, ki je zakaj navidezna? Zato, ker je ta tragedija posledica neučinkovitosti. Ne. To je ena stvar, ne? In druga stvar, prej smo rekli, Luka Mesec je v bistvu se zdaj pokazal kot z najbolj nekakšnim takim agresivnim paketom ukrepov. Ne? Ja, se on je v resnici najbolj na udaru, on bi mogel prvi bi mogel iti iz te zgodbe ven. Ne? Zdaj včeraj ali predvčeraj sem slišal tega ribniškega župana, da je rekel pač, da ne vem, do 5. razreda otroče nekako hodijo v osnovno šolo, potem pa se vključijo v nek drug program, kjer se jim plačuje za to, da hodijo v šolo. A si mi sploh predstavljamo, kako bolana ideologija je v ozadju, da prideš do tega, da boš otroku plačeval, da bo šel v osnovno šolo. V državi, kjer je osnovna šola obvezna. Yeah. To pomeni, da je nekaj hudo narobe, kako bi rekel, nekaj hudo gnjuga, da je v državi. Tako da, in to se pravi, eno je ta PR-ovski vidik, drugo pa je ta vidik delovanja pravne države, kjer pa jaz mislim, da je znotraj pravosodne veje oblasti se kaj dosti ljudi menjati niti ne da, ker so trajni mandati in če so zdaj sodili s takimi sodbami, ki so pač zdaj za normalnega smrtnika, ali pa tazga poprečnega smrtnika, ki ne pozna problematike vsakega dogodka posebej, ne, so naravnost bizarne sodbe. Ne, in zakaj bi te ljudje, ki so do zdaj sodili, ne, zdaj z to novo zakonodajo, s temi novimi stvarmi, ker bo sam še en kup dodatnih težav, sodili drugače. To se pravi, v pravosodju se kaj bistveno spremenili ne bo. V policija je omejen sistem, 8,000 ljudi, od katerih je, ne vem, par 100 vodilnih, pa tako naprej. Ne? In znotraj tega, kaj pa imaš tako strašno za narediti? Razen to, da jih znebiš strahu,
da zdaj, ko bo Golob in njegova klika šla, da ne bojo procesirani zaradi tega, ker so pač morali, ne vem, Golobu se pokloniti in spoštovati njegove komande. A ne? To se pravi, v resnici smo ujeti v neko okolje, kjer je prihodnost sama po sebi, glede na zdajšnje rezultate, do zdajšnje vzgoje slovenskega okolja, so takšni, kot so. Ne? In to je edini vidik, katerega jaz sprejemam kot skupno neko odgovornost. Ne? Mi se pač tukaj v tej oddaji in podobnih oddajah trudimo nekako ozavestiti, pokomentirati, podati različne zorne kote, to se pravi, da oddelamo nek del naloge, ki ga od nas nekako družba pričakuje ali pa imamo ta privilegij, da lahko na tak način oddelamo. Ne. Drugi pač morajo druge oddelati, ne. Nekdo za to, da shode organizira, tretji pa za to, da na koncu prepriča volivce, da zamenjajo oblast, ki je dokazano neučinkovita. Ne. Tako da je ta dogodek, hočem samo to reči, karkoli je tragično, ne, je v bistvu s to agresivnostjo naplavljanja nekih dejstev prinesel pred oči slovenske javnosti tudi vse te globoke zmote in napačni pristope, ki se gojijo v slovenski družbi, zato da bi reševali neke, dajmo reči, kar precej resne in globoke probleme, ki jih pač vsaka družba tudi ima. Jaz bi glede policije drugače ocenil, malo drugače. No? Ne, da so izvajalci neke vladne politike, ampak mislim, da ima policija to težavo, da policisti vedo, da imajo nezaščiten hrbet. Ne? In zato ne upajo ravnati še bolj. Oni si to celo želijo, vse delovno se to tudi vidi. Samo to bi bil še malo bolj natančen, malo bolj pojasno, zakaj. No? Poglejte, če so neki policisti procesirani zaradi tega, ker so skušali zaščititi tuje državnike, ki so bili na obisku v Sloveniji pred nasilnimi huligani, za katerimi so bile stranke sedanje vladne koalicije, ne? A mislite, da bojo potem šli tvegati iste stvari proti neki romski skupnosti, ki je zaradi direktive oblasti ne smejo niti omenjati, ki je statistično ne smejo voditi. Oni ne smejo statistično zapisati, da gre za Rome, ker to se ne sme. Pazite, pa vse to ni edin tak problem. Ne? Policija, mislim, da trpi še pri nečem. Prej sem govoril o migracijah. Ne? Mi smo bili priča seriji, velikemu številu posiljenih punc, tudi na javnih krajih, kjer je policija to morala zaradi zahteve oblasti prikriti javnosti. In je prišlo ven, kot v primeru Šutarja, ker je se zgodilo na javnem kraju, da so bile punce pošiljene na Metelkovi in so ljudje videli, kot so v tem primeru videli, da je nekdo umrl. Drugače je ostalo prikrito in včasih so policisti še kakim novinarjem povedali, in pol so morali potrditi in se je izvedlo. Ne? Zdaj, policisti vedo, da to ni prav in da je to narobe. Tudi novinarji vemo, da to ni prav. Eni opozarjamo, večina pa pač jih je tako vlada nastavila in so tiho. Ne? In to je težava, o kateri bi se mogli pogovarjati. Ne? In ta težava niti ne zadeva samo te vlade. Tole prikrivanje dogajanja javnosti poteka že dalj časa in skozi več vlad in je bilo narejeno skozi Institut informacijske pooblaščenke. Celo pooblaščenca, predtem še pred Natašo Mirc Musar, ki je naredil velikansko škodo tudi zaradi nesposobnih medijev in novinarskih organizacij, ki niso znali ustaviti tega zapiranja dostopa do informacij. Danes javnega nadzora, medijskega nadzora nad delom policije pa represivnih organov več ni, ker nam sistematično prikrivajo podatke in mi do njih sploh ne moremo priti. To, da obstaja nadzor nad policijo civilni, je laž. Ni ga. Ravno zato, ker prikrivajo. Ti do podatkov ne moreš priti. Jaz sem celo šel pred informacijsko pooblaščenko s pritožbo, da bi rad zvedel, kdo je pravzaprav odločil, da se prikriva posilstva punc, ki jih zagrešijo migranti. Ne? Kdo je odločil? Priznali so, da je nek sistem in so pa s policije povedali, da nočejo povedati, kdo je sprejel odločitev, ker to nekdo mora odločiti, vsake države nekdo odloči. In informacijska pooblaščenka jim je potrdila, da javnost nima pravice vedeti tega, kdo je to odločil. In če ne veš, kdo je odločil, pa kdaj je odločil, se ne moreš pritožiti. Ni nobenega pravnega varstva za pravico javnosti do obveščenosti. Ne? To so težave, ki so v resnici v ozadju tega. Ne? In jaz upam, da se bomo o tem lahko v času kampanje tudi malo bolj resno pogovarjali, da je država resna stvar in da tudi te pravice javnosti do obveščenosti, ne, so pomembna stvar in so včasih pomembnejše od teh
fantazm levičarskih, kako bo super in boljše, če ljudje ne bojo obveščeni o nasilju Romov, o umorih, posilstvih, samomorih. O samomorih se sploh več ne obvešča, niti enega obvestila o tem ne boste najdli policije, ko se zgodijo. Ne. Bomo pa zdaj uvedli državni sistem, kjer bo država pomagala pri samomorih. Tu pa se zdaj lahko nenadoma o tem govori. Mislim, to je... No, tukaj se mi zdi pomembno še eno stvar odpreti, o kateri se mi zdi tudi, da se premalo govori, in sicer ta ideologija, ki je, jaz mislim, globoko napačna, in vsi, ki delamo recimo v gospodarstvu, to vemo, da si ti nekomu naročil, še ne pomeni, da bo nekaj narejeno. Kar pomeni, da boš ti sprejel neko novelo zakona ali pa da boš nekaj uvedel, tako kot je ta Šutarjev zakon, ki uvaja neke spremembe, in zdaj bo pa vse bistveno drugače in tako naprej. To bojo izvajali isti ljudje, z isto ideologijo, mogoče bo kakšna malenkost tudi drugačna, ampak na koncu dneva so ljudje tisti, ki izvajajo zakone. Ljudje so tisti, ki odločajo o zakonih. In ti o vsakem zakonu lahko odločiš tako ali pa drugače. Se ga da izvesti na, ne vem, nekoliko bolj grob ali pa nekoliko bolj mil način in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Tako da komunizem je to zelo zgodaj spoznal, da je bistvo komunizma, preživetja komunizma v resnici šola, izobrazba, to se pravi vzgoja. Indoktrinacija. Tako, indoktrinacija že od malega. Že to, kar mi vidimo po Sloveniji, da je bilo meni presenetljivo pozitivno, da na tem shodu v Novem mestu, da ni bilo nobenih jugo zastav. Da so kar naenkrat so tam slovenske zastave in tako kot bi moralo biti na shodih po Sloveniji. Ni pomembno, kateri ideologiji ti pripadaš, ampak gre se za slovensko okolje in za slovenski, to se pravi za slovenske ideje za boljšo prihodnost bivanja tukaj. Torej, in tega področja v resnici se mi lotevamo zelo malo, tega vzgojnega elementa. In tukaj je to, da otroci tam 5. leta hodijo v šolo, recimo konkretno v tem primeru, potem pa jih ni, potem pa z nekimi, da ne rečem kakšnimi rešitvami, jaz mislim, da je pa to milo rečeno katastrofa na celi črti. Zdaj, če gremo na vsebino tega Šutarjevega zakona, da v končni fazi tudi zadostimo pač naslovu našega tokratnega pogovora. Peter, kje ti vidiš glavne probleme? In potem še naslednje vprašanje. Jasno je, da saj del materije je potencialno ustavno sporen. A bo ustavno sodišče, če pride do postopka pred ustavnim sodiščem, pričakuje se, da bo do tega prišlo, bo zmoglo toliko, bi rekel, pač moči, da potencialno saj v tem delu ta zakon razveljavi. Če drži vajina premisa, da v bistvu zdaj Golob tako rekoč vse ali pa dobršno mero tega, kako pač preživeti naslednje volitve in ohraniti oblast, stavi ravno na ta zakon. Ne, na ustavno sodišče to absolutno ne bi računal. Levica ima v njem večino. Golob, če so skozi spustili največjo čistko v zgodovini države na RTV Slovenija, bojo tudi tukaj malo zavlačevali in bojo volitve mimo. To absolutno ne bi računal. Jaz samo upam, da posledice ne bojo še v drastičnem poslabšanju položaja, ker spreminjajo delikatno zakonodajo, spreminjajo jo pogosto. Vsako tako spreminjanje zakonodaje, tokrat celo z nekim omejenim rokom, kao da bomo videli, kaj se bo zgodilo, vsako tako spreminjanje zakonodaje običajno koristi točno tem, ki bi jih radi preganjali. Ker na sodišču pač velja stara zakonodaja, milejša varianta, to pač je. Ti zdaj, zato, da se politika odloča, kar naprej spreminja zakonodajo, da je to zmeda, to oni tisti kriminalci izkoristijo. Mene predvsem to skrbi, da tale aktivizem zakonski je nevaren. Ustavno sodišče pa mislim, da ne bo kaj strašnega naredilo. Upam, da bojo pravniki, zakonodajno-pravna služba opozorila na vse največje čeri in da bojo morda najhujše stvari popravili. Itak bo zakon začel v resnici učinkovati, pa še lepo v volitvah, ko bo naslednja vlada, po mojem, ukrila vse skupaj. Bomo videli. Mislim, tako je. Jaz mislim, da zdaj, jaz se tukaj strinjam, da en velik del, bom rekel, vprašanja, kaj bo na ustavnem sodišču, mislim, da je tukaj odkljukan, da se kaj prav posebej bistvenega ne bo zgodil.
To ustavno sodišče se je dokazalo kot, kaj ne rečem, prolevičarsko in iz tega naslova bojo sledili tej tranzicijski levici, ki bo predlagala to, kar pač je v tem zakonu predlagano. To je najprej. Ne. Druga stvar je pa to, kar se mi zdi zelo pomembno omeniti, ker gre večinoma pod radarjem, in sicer, da se mi precej ukvarjamo s temi policijskimi pooblastili. No, ob tem moram poudariti, no, da v zadnjem času, ko spremljam to dogajanje, da v resnici vsi pravni strokovnjaki, ki so tako ali drugače se znašli pred mikrofoni, so več ali manj vsi v bistvu povedali, da to nič novega ni. Nič novega ni, da so kakšne formulacije drugačne, da se samo umešča kakšna dodatna beseda noter, in da, meni se zdi pa katastrofalno dejansko to, da ti lahko kar nekdo pride v stanovanje, pač razglasi za neko varnostno kritično območje in ti vleti v stanovanje in ti kar naenkrat nimaš posebne pravice ugovarjati. Kar pa sem želel povedati je pa to, da je majčkeno pod črto in pod radarjem uhajajo stvari v zvezi z Fursom. Furs si kar naenkrat dobiva neka pooblastila o tem, kako lahko za 6 mesecev prekine, ne vem za koliko časa, zamrzne premoženje in tako naprej. In zdaj, če to povežemo z namestitvami posameznikov pred kratkim, recimo najbolj znan primer je ta Blaž Zgaga, ki se je profiliral kot veliki anti-Janša borec in po domač povem delal Zgago, kjer se je le dalo proti Janši, in se njega namesti kot nekega preiskovalca na Furs. Tukaj se pa skozi zadnja vrata, to se pravi, sprejemajo neki podzakonski akti, kaj lahko Furs in kako lahko brez posebnega nadzora prihaja do zamrznitve podatkov. Že sama ta dikcija, če je nesorazmerno veliko premoženje pri nekomu, glede na njegove prihodke, se pa to kar zamrzne in tako naprej. Jaz bi tukaj bil v resnici zelo pazljiv, ker glede na izkušnje skozi življenje, gre bolj za pripravo nečesa, kar se je skozi zadnja vrata popolnoma, recimo Požar večkrat to piše, verjetno si tudi ti, Peter, ki je pisal o tem, kako je pač preiskovalna komisija v Državnem zboru, tam sedi novinar, ki ima, by the way, tudi moje podatke ima vse, ker sem pač predviden po neki, če boš po neki matematiki, da bom slej ko prej zaslišan, o tem piše potem in tako naprej. To je tista tragedija, na katero v resnici se poskuša, dajmo reči, tudi preusmeriti pozornost stran od tega. Tisti trenutek, ko ima nekdo vse podatke o tebi, to se pravi finančne podatke, zdaj te spremembe v zakonu o Sovi se dotikajo tudi, kot jaz, čeprav razumem, podatkov o nadzoru, to se pravi komunikacijskih naprav, ali po domač povedano tisto, kar brblate po Viberju, Signalu, ne vem, Messengerju in tako naprej, se da mirno uporabiti, brez kakšnega strašnih, to se pravi odločb in tako naprej. In to pa je že ne več, da smo na pragu neke diktature, ampak mi smo tukaj že par korakov naprej od tega praga in se zdaj počasi ta primež samo stiska to se pravi, za nadaljevanje tega drugega mandata, kjer se lahko Goloba, ali pa kogarkoli, znotraj katerega bo Golob oziroma njegova klika še aktivna, in tukaj pa jaz mislim, da nas je pa lahko resno strah. V katero smer gremo in kaj se bo zgodilo na neki točki, kjer se bo nujno zgodilo, podobno kot je ta tragedija v Novem mestu sprožila dogajanje pri narodu, se bo zgodilo tudi pri podjetništvu. Da se bojo podjetniki začeli serijsko umikati ven in ko ni osnovnega plačnika v proračun, imamo pač vsi skupaj resne težave. Zdaj, kar mene začudilo v tem paketu, je to, da če sem jaz prav razumel, vanj uvrščena tudi sprememba, da bi poslej nezakonito pridobljenih dokazov ne bilo več treba tako široko uničevati, kot je to bilo doslej. Celo dovoljeni so za uporabo. Ja, to hočem reči. To mi je zanimivo, ker to z tem primerom Šutar nima blage zveze. Sam se pa spomnim primera na Vrhovnem sodišču, kjer so večinsko vrhovni sodniki odločali o tem,
da bi naj policisti iz Italije na začetku pridobili neko telefonsko številko na način, za katerega na sodišču niso bili prepričani, da je bilo zakonito, ker je bilo vseh dovoljen, in so zato izločili vse dokaze in izpustili največje mafice in preprodajalce droge v zadnjem desetletju. Sodišče je to odločilo, ni zakon odločil. In zdaj menda v dogovoru s sodiščem spreminjajo ob šutarju zakonodajo, da bi pa poslej nezakonito pridobljene dokaze v drugih primerih pa lahko uporabljali. To se mi pa zdi nenavadno. Ni to že paradoks sam po sebi, Peter? Mislim, nezakonito pridobljene dokaze. No, vse more biti, smo res v naši državi pri tem preostri. Jaz se spomnim nekih primerov, recimo, imeli smo ta primer znamenit farmacevtke, Ker je tožilka 2 leti pozabila sprožiti postopek, so potem morali uničiti cel dokazni material, ker je obveljal za nezakonitega. To se je meni tam res delo malo, namerna šlamparija verjetno tudi, da so rešili Jankoviča, ampak tako uničiš. Čeprav pri enem drugemu županu pa to ni obveljalo, ne? Ne samo v tem primeru je obveljalo, v množici drugih primerov ni obveljalo, v tem pa je, ker je pač tudi sodnica opozorila, da je treba spoštovati zakon, soproga gospoda Zalarja, sodnica Kozjančičeva, in potem so tukaj spoštovali zakon in je bil gospod župan ljubljanski rešen, ne zgolj tega primera farmacevtke, ampak je tam šlo za dokaze tudi, ko gre za Stožice. Zdaj, ampak to hočem reči, te stvari so prefinjene, zapletene, to ne bi smeli po nujnem postopku reševati v tem paketu za šuterjem, ker jaz sam tu pa res ne vidim neke povezave. A so tu pri Romih na nezakonito kaj pridobivali, kakšne dokaze, nič niso delali sploh, če jaz povem. Tu je obraten problem. No, ampak to kaže, recimo ravno to, kar si ti zelo opozoril, kaže na to mojo trditev, da tej oblasti ta trenutek država res ni mar. Da je to neka zadnja stvar. Pomembno je preživetje, pomembno je ostati na oblasti in pomembno je narediti vse, kar je možno za to, da ostanemo na oblasti. Od nujnega postopka za prevzem RTV-ja do nekih nujnih po nujnem postopku, kot da smo v nekem vojnem stanju zdaj. Za vinjete, pa za božičnico. Praktično ne vem, če normalen postopek še obstaja, jaz pa ne vem, zakaj imamo sploh še poslance tam, če se vse na tak način rešuje, kar pomeni, da se izvaja izključno tisto, kar je pomembno ta trenutek za oblast, daleč od tega, da bi bilo pa to tudi neko skupno dobro, da bomo lahko jutri vsi skupaj dobro živeli. To se mi zdi zelo pomembno nekako umestiti. Še eno temo bi rad načel z vama, in sicer, kaj pa opozicija, recimo politična opozicija. Zdaj vidimo, če smo mogoče na začetku imeli občutek, da bo to kar hud zalogaj za obstoječo vlado, za koalicijo, ta dogodek je vse, kar je sledilo v Novem mestu, pa zdaj nekako, ko poslušam, mislim, da saj poskušajo to v neko priložnost spremeniti. Kaj pa recimo politična opozicija po vajenem mnenju? Lahko tu računa na bi rekel, neke dodatne politične točke, na boljši volilni rezultat, je znala izkoristiti v političnem smislu to, kar se je zgodilo, ali ne? Mislim, opozicija tu v relativno težkem položaju, zato ker si je vlada za tistimi čistkami pa s tem, pa z drugimi sredstvi zagotovila res absolutno premoč v medijih, tudi vlado zdaj pa v parlamentu obvladujejo in v bistvu potiskajo opozicijo na stranski tir, vsaj močno se trudijo. Vse to sem prej opisal, kako so na hitro sklicali to sejo s predsednico, ki je rekla, vsi smo krivi, pa to, kar je opozicija zahtevala, ki je normalno, da zahteva odgovornost vlade, to bo pa en teden kasneje skupaj z razpravo, ki jo je zahtevala vladna stranka, tudi te, recimo, v parlamentu imamo preiskovalne komisije, ki po svetu običajno vlado preverjajo, pa imamo preiskovalno komisijo, ki preučuje opozicijo in njen vpliv na medije. Tu kaže, da je opozicija tu, jo probajo stisniti pač koliko le lahko za sredstvi oblasti, za zlorabo celo oblasti. In je relativno v težkem položaju, čeprav jaz mislim, da tudi če nič ne naredijo, jim to zdaj koristi in v večini primerov tega nenavadnega izrednega dogajanja, ko vlada dela po mojem napake, je celo najboljša taktika, da zgolj opazujejo, ko gre sovražnikova vojska, dela veliko neumnosti in jih nič ne opozarjajo, kaj naredijo, naj pač
izpeljejo ta svoj bedas napačen napad do konca. Ne. Ker če grejo proti temu, kar počnejo, ne, v bistvu jim škoduje. Ne moreš ti reči, da si proti temu, da boš celemu javnemu sektorju razdelil 630 €, kar se je vlada zdaj spomnila. Ne. Ker bo to nekoč treba dobiti denar, ker teh ljudi na volitvah ne boš dobil. Ne. Potem, ko tisti, ki morajo plačati, so pa abstraktni, pa se niti ne zavedajo, da jih bo udarilo po žepu. Isto ne moreš pri avtocestah reči, ne, da zdaj si proti temu, da bo 4 mesece zastojen, zato ker bo potem še več prometnih zastojev, ker se še ne bo gradil še nekaj časa, ne, kar bi se moralo že davno, 3. tiri, nekaj malega so zdaj začeli, ampak vse prepozno. Ne. Tu boš zabral molčati, ne, ker kaj pa pridobiš, če nasprotuješ. Zdaj, pri Romih je zelo podobno, oni lahko pozorijo na nepravilnosti, jaz mislim, da glasovati pa proti temu, da se zaostri, niti ne morejo, res pa je, da seveda zakon nič ne zaostri v resnici. Zakon imamo že zdaj v redu. To, da bo policija, pa da bo obveščevalna služba, pa da bo vojska, pa tožilstvo boljše delalo, zato rabiš pač sposobno vlado, ki zna po domače reči komandirati in ki ima tudi prioriteto in cilj, da zagotovi neko varnost, enake možnosti, napredek za vse. In ne zgolj cilj, da pač nastavi svoje kadre, ker le more, čim manj izobražene, čim manj kompetentne, tem boljše, ker ti so bolj obvladljivi. Ker temu smo bili priča. Glejte, nismo imeli šefa policije, generalnega direktorja, ki ni izpolnjeval pogojev, da bi sploh postal generalni direktor. Edini pogoj je bil, da je bil pač priden. In so ga morali odreči, ker se je to na sodišču pokazalo. In to ob takem škandalu bi v normalni državi vlada morala pasti. To je neverjeten škandal. Da daš na vrh tako pomembne institucije, kot je policija, nekoga, ki ne izpolnjuje kriterijev za to. Pustimo čistke na televiziji, da so tam bolj za urednike nastavili ljudi brez izobrazbe. Na javni televiziji, ker je popolna katastrofa. To še ni tako hudo, kot to na policiji. Ne. Tako da tu mislim, da je pravi težava, prava zadrega. Opozicija pa lahko deloma opazuje, mora pa paziti, no, ker vsaka stvar, ko jo naredijo, tudi če naredijo prav, ne, jih mediji udarijo in tile, ne, ko imajo cel kup botov na spletnih omrežjih, pa to na vso moč. Ne, pogledajte samo to, ne, v tej zlorabi, ko so sklicali izredno sejo za predsednico mimo poslovnika, ker bi morala biti na prvi naslednji seji, ta pa je bila v vinjetah. In so sklicali posebno sejo, zgolj za njo tisto prvo že sklicano, pa pol premaknili, da je potekala kasneje, ampak se vidi po številki, ne, da bi mogla biti prej. Ne. In to tudi ni bilo hkrati z drugima dvema istima zahtevama, kar bi lahko bilo. Ne. Že to, ko so poslanci SDS zgolj niso poslušali predsednice, ne, ko so šli ven, ne, so iz tega naredili strašen škandal mediji. Nekako neverjetna žalitev za državo je to, da se predsednica, ki govori, da smo vsi krivi, ne posluša. Ne. To celo Logar je napadel na to finto. Ne. In ne, to je to, pravim, da moraš biti zelo pazljiv v tem položaju. Ne. Ni pa to prvič, da se je predsednici zgodilo, da je malo dobila po prskih, ne, tudi na Blejskem strateškem forumu je nekak Borut Pahor pa državnik iz Balkana za to njen bolj ženski pristop. Ko jih je oštevala in niso ploskali. Ja, za ta njen ženski pristop, ne, kako moramo biti, kako bi rekel, popustljivi do tistem primeru Gaze pa Palestincev, ne, niso ploskali. Vse tukaj imamo nek podoben fenomen, ne, kjer je vedno vsega kriva večinska populacija, tisti drugi pa nič. Ne. Pa tudi ni tukaj, tako preprosto. Ja, dobro, ampak tukaj je nekaj, ne, v takem dogodku, kot je bil ta, recimo konkretno ta tragedija v Novem mestu, je v resnici pač nekako opozicija spontano nekako stopila na čelo tega, kako bi rekel, te nemoči, zaradi česar je sploh prišlo do tega protesta, nemoči, to se pravi someščanov, ne, da so izrazili to svoje globoko nestrinjanje, ne, s tem razvojem dogodkov. In je to bilo na nek način največ, kar je opozicija sploh v tem položaju, sploh je prav, da naredi. No. Od zdaj naprej pa glede na to pač maksimo, ki se je te vlade prijela, ne, da jim pač nič ne uspe, ne, da se jim sfiži vse, česar se lotijo, je v bistvu pravo vprašanje časa, kako dejansko biti dovolj modro, tiho v opoziciji, zato ta trupla priplavajo mimo, ko se bojo v poziciji med sabo skregali.
okrog posameznih zakonov, podzakonskih aktov, okrog posameznih vidikov tega Šuterjevega zakona, recimo v tem primeru. Je pa res, da je ta trenutek pozicija, to se pravi koalicija, v precejšnji nekak prednosti, ravno zaradi pač obvladovanja medijev in zelo zanimivo, recimo, da stroka, ki pride pred kamero, govori o tem, da je praktično ta Šuterjev zakon, razen to, da se sliši kot nekaj ne vem kaj, je praktično prazno vse skupaj, nič posebenega ni znotraj tega. Ampak zaradi pranja medijev, to se pravi teh večinskih medijev, tem, da se ne vem kaj dogaja, so ljudje vedno bolj prepričani, da zdaj pa nekaj bo. V resnici pa je že samo to, da mora tukaj iti v državni zbor in v državnem zboru, tudi če bo to šlo vse skupaj po nujnem postopku, bo pol teh stvari šlo na ustavno sodišče in tudi če bo ustavno sodišče vse potrdilo, smo dobri vsaj par mesecev, kar pomeni, da bojo volitve verjetno ravno pred volitvami, če bojo to rabili za volitve, da se bo to dogajalo. Hočem samo reči, da ta trenutek opozicija razen argumentiranih nastopov, recimo kot vidimo, tudi odmevnih nastopov, recimo, zdaj mi prvi pride na pamet Reberšek, recimo s temi svojimi nastopi in tako naprej, ki dosti drugega v tem trenutku ne more narediti. Ker je v prešibkem položaju, mediji niso na njeni strani in je lahko vse skupaj se lahko zelo hitro obrne proti njej. Kar pomeni, da je treba počakati mogoče še 14 dni, 3 tedne, da gre ves ta hype okrog tega, da bo šel zdaj mimo, da se bo izkazala ta praznina, s katero ta trenutek vladni PR-ovci bombardirajo slovensko javnost in bo potem v bistvu čas za kakšne močnejše korake, recimo tudi opozicije, da ljudi prepriča, da naj na naslednjih volitvah s tresočo roko oddajo svoj glas, ne pa zgolj na podlagi nekih PR-ovskih pamfletov. Čisto za konec še nekratko bi prosil oba. Eno je Šuterjev zakon in problemi pa rešitve, če so, ki jih prinaša, drugo pa, da je predsednica republike se sestala, kot si mislim, da ti že omenil, ali pa ti, Peter, z temi pač poglavarji romske skupnosti, ki so obljubili, da bojo nehali streljati. Zdaj, a mi lahko na teh obljubah recimo pač gradimo enakost pred zakonom pa pravno državo v Sloveniji? Posebej, če to prenaša predsednica republike, ki je sama dala že številne politične obljube, tudi pred volitvam, pa jih je pač prelomila. To sem že prej povedal, tole je bilo povsem mimo. Prvič teh obljub se niti držali niso, takoj zatem se je streljanje nadaljevalo. Drugič je to obljuba o stvari, ki je nezakonita. Avtomatskega orožja sploh ne sme biti v romskih naseljih in se s tem ne sme streljati. In se o tem predsednica republike nima kaj pogovarjati. Ona dejansko nima nobenega mandata za reševanje teh stvari. Ona se je kar pojavila tukaj, da pač malo nabira politične točke in pomaga vladajočim, ki so v težavah in sprejema neke dogovore, ki so mimo. Namesto da bi policija šla tja in zaplenila to orožje in naredila red in se ne bi bilo treba nič dogovarjati, pač se ona tam pojavi kot, ne vem, pač, tako rekoč kot vrhovna poveljnica Slovenske vojske, se malo preda pred Romi. Dajte vi zdaj obljubiti, da ne boste streljali, pa mi tudi, pa i tako na vojske ne more tja poslati, ker nima nobene pristojnosti vojska za reševanje stvari v državi, to ima kvečemo policija in samo policija in ta bi tudi morala ukrepati, pa si ni upala in si ne upa že dolgo in se bojim, da tudi Šuterjevemu zakonu si še ne bo upala, ali pa mogoče bojo tik pred volitvami kaj morali narediti zaradi predstave za javnost, ampak ne vem, če bo tega velika korist. Edvard. No, jaz mislim, da je ta predsedničin nagovor o tej obljubi razkril neko temeljno napačno razmišljanje, ki vodi to državo. Zdaj to, da zdaj so pa oni obljubili in tako naprej, da jaz se strinjam, da v romskih naseljih ne sme biti, orožja nasploh. V nobenem naselju v tej naši Sloveniji ne sme biti orožja. Tukaj romska naselja niso nič posebnega. Lahko imajo tanke. Ja. Se pogovarjamo. In druga stvar, zdaj jaz grem po ulici, začnem streljati, zvečer sem vesel, ker je moja nogometna ekipa zmagala, streljam in pridejo policaji in jaz jim rečem, poslušaj, jaz sem obljubim, da jaz jutri ne bom več streljal. A to je, tukaj smo zdaj.
In zdaj, če se orožje ne umakne, nas je predsednica postavila v položaj, ko naj se oborožijo tudi drugi, če se tem, ki so že oboroženi, orožja ne odvzema. Ne? Kaj drugega naj človek iz tega pravzaprav sklepa? Torej, jaz mislim, da so vse te kritike in vsi te glasovi, vključno z našim današnjim, ne? Jaz upam, jaz verjamem, no, da tudi predsednica tole gleda, ne? In da bi se morala zamisliti, ne? Da bo ona tudi, ko ne bo več predsednica, živela v tej državi. Yeah. In da tudi njeni otroci živijo v tej državi. In ne vem, če je njenim otrokom v redu, da hodijo pač po tej Sloveniji, da so pa tam oboroženi, ki so obljubili, da ne bojo več streljali v zrak. In o tem... So znani potem, da držijo besedo. Ne? Absolutno. Posebej predstavniki oblasti. Absolutno. Tako da o tem moramo začeti resno razmišljati in o tem morajo tudi predstavniki oblasti razmišljati, da ni imperativ ostati na oblasti, ampak je imperativ, da so izvoljeni za to, da delajo dobro ljudi. In to je tisto, kar je tudi ta nesrečen dogodek v bistvu naplavil na površje, to, kako bi rekel, zgrešeno mentaliteto, ki nekako usmerja neke primarne, bazične dejavnosti v državi, kje so šele potem ideologije, pa neke politične igrice. Znam še eno staro pozor, ki se me je pa res zmotila pri predsednici. Jaz mislim, da je mogla dosti bolj paziti pri tem, da zlorablja svojo funkcijo za nastop v parlamentu za dnevno politiko. Ne. Ona je tam namreč javno govorila o tem, kako je to, če so ljudje legalno, na legalne načine, če imajo dostop do orožja, kako to povzroča dosti večjo nevarnost od tega, kot če ne pridejo do orožja. Ne, pozvala je proti oboroževanju. Ne. In je potem pač uporablja to znamenito primerjavo z grdo Ameriko, kjer imajo vse splošno streljeno, zato ker imajo ljudje dostop do orožja zaradi njihove ustave. Ta njena prispodoba ali pa trditev je škandalozna za predsednico republike, ki je poveljnica vojske, ki je tisti instrument države, ki mora biti oborožen. Ne? In imamo države v Evropi, kjer so moški, imajo že vso zgodovino doma orožja, pa ni nič več kriminala v Švici, recimo. Ne? To, kar je govorila, so neumnosti, oprostite. Ne? Ni res, da je orožje samo po sebi problem. Če pa mi to govori vrhovni poveljnik vojske, ki je zadnjih 10 let ni namenil 1% proračuna, ko bi moral 2. In še vedno je daleč za tem, kar je javno država obljubila v NATO. Me pa res skrbi, kdo nam vlada. To jaz pričakujem od predsednice, da bo vendarle ne bo prodala nam, pa ste tako tam na Bledu, nekih teh, kot da je misica, no? Kot da je zmagala na lepotnem tekmovanju, ali pa kot da je Greta Thunberg. Od državnikov pričakujemo vendarle malo več širine. In zdaj, kakorkoli se gospoda Pahorja kritizira v preteklosti, bil je Amerika primerjavi z njo. Ja. Edvard Kadič, Peter Jančič, najlepša hvala za vsa vajina tokratna pojasnila. Gledalke, gledalci, mi se spet vidimo v oddaji Ura resnice prihodnji torek, do takrat pa lahko noč in srečno.